Tokrat v občinskem informatorju. Za župana Maribora 3 nove kandidature. V Selnici ob Dravi kandidaturo za županjo napovedala Darja Slivnjak. V Destrniku kandidira Franc Pukšič. Osnovnošolci v Vuzenici spoznavali varstvo v prometu. Zaključilo se je državno prvenstvo v motokrosu. Na modni pisti pasji rešenčki. Razstava v prostorih Društva upokojencev Slivnica. V Narodnem domu Maribor razstava Detelj in Čopič. V Mariboru že drugič srečanje Simit Slovenija. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru, kjer je na političnem parketu znova več kandidatov, ki se bodo borili za županski stolček. Kandidaturo je napovedala tretja ženska Alenka Iskra, ki bo kandidirala pod okriljem stranke SD. Josip Rotar s pomočjo stranke Lista kolesarjev in pešcev in Aleksander Kamenik, ki pa v kandidaturi vidi možnost promocije. V Mariboru je boj za županski stolček napovedalo 13 kandidatov, od tega le 3 ženske. V stranki SD v boj pošiljajo Alenko Iskra, ki je že zasedala vodilni položaj na čelu Term Maribor. Tokrat meni, da je znova prišel čas za žensko županjo mesta Maribor. Konkurence sem zelo vesela in je dobrodošla, predvsem za občanke in občane mesta Maribor, da bodo imeli izbor. Nagovorilo me je to, da čutim pri sebi dovolj sposobnosti, imam podporo čudovitega tima socialnih demokratov v Mariboru, ki želimo napredek za mesto, in s moje izkušnje, ki sem jih skozi 30 let pridobivala v turizmu kot menedžerka velikih gospodarskih družb, z temi izkušnjami in seveda tudi za poznavanjem tudi lokalne samouprave in razvoja mesta in nenazadnje kot trenutno socialna podjetnica imam tudi socialni čut in mislim, da so pač te komponente tiste, ki so prepričale tudi socialne demokrate, da so me podprli pri županski kandidaturi. Svojega kandidata za župana mestne občine Maribor pa so predstavili tudi v Listi kolesarjev in pešcev, ki se je po 4-letni prisotnosti v mestnem svetu preimenovala v stranko in tako prvič predlagala svojega županskega kandidata Josipa Rotarja. Obljublja, da bo izkoristil potencial mesta. V prvi vrsti naš program je za povezano mesto, to pomeni povezovanje vseh meščanov, vseh političnih sil, ker samo na ta način lahko naredimo nek bistven napredek. Druga stvar, potrebno je zaključiti odprte projekte in pa tretja stvar, mi moramo zagnati naš program, ki smo si ga zadali, in to je kolesarski križ, kolesarsko omrežje, dopolnitev tega in pa narediti iz Maribora eno zelo fajno kolesarsko mesto. Medtem pa se aktivist Aleksander Kamenik v kandidaturo za župana mariborske občine podaja predvsem s ciljem promocije svojih aktivnosti na področju varstva živali. V boj se podaja s podporo pred enim mesecem ustanovljene stranke Aleksandra Kamenika. V Selnici ob Dravi se v letošnjem letu obeta ženski dvoboj za županski stolček. Medtem ko je pred časom svojo kandidaturo napovedala Vlasta Krmelj, je svojo predstavila še direktorica občinske uprave Darja Slivnjak. Slivnjakova za županjo kandidira s podporo liste Darje Slivnjak, ki se bo na volitvah potegovala tudi za mesta v občinskem svetu. V svojem programu izpostavlja medgeneracijsko sodelovanje za sodobno občino po meri občanov. Glede na to, da 3 leta in pol vodim občinsko upravo in sem spoznala veliko tudi težav, predvsem pa izzivov in priložnosti za razvoj našega lokalnega okolja. Glede na to, da sem tukaj preživela mladost in da sem se odločila ostati v tem kraju, vidim možnost, da svojim znanjem in veščinami z ekipo ljudi, ki so zavzeti, ki znajo, ki zmorejo, izkoristimo potenciale našega okolja, naših ljudi, Selničanov, da ustvarimo prijetno okolje za bivanje nam, pa še katerih, ki bomo prihodnje vabili, da se nam pridružijo. Veliko potencijala vidi v kulturi, športu in gospodarstvu, pa tudi v turizmu. Izpostavila je aktivnost društev, ki delujejo v občini, teh je namreč več kot 40. Ljudje so zelo aktivni v društveni dejavnosti, tudi na športu dosegamo krasne rezultate, tako v karateju. Mladi čebelarji so tudi v bistvu neka društvena dejavnost, ogromno talentov, glasbenih, športnih,
med mladimi zaznamo v našem kraju. Vse te potencijale je treba izkoristiti, da ne bodo odhajali iz selnice, ampak bojo ostajali doma in gradili ta lep kraj v smislu uspešnega, po meri občanov oblikovanega lokalnega okolja. Njen moto je: držim obljubo, obljubila pa je delovanje po principih. Slišim, reagiram, manj besed, več dejanj in razumem, zastopam. Predvolilni čas je tudi v občini Destrnik poskrbel za presenečenje. Kandidaturo za župana je namreč nekoliko nepričakovano naznanil nekdanji župan Franc Pukšič, saj je pred časom napovedal, da za župana ne bo več kandidiral. Pukšič pravi, da si je glede kandidature premislil predvsem zaradi nagovarjanj občanov. Se poznate, da slovenski pregovor, nekoliko zarečenega kruha se poje, ne? Občanke in občani so me vsaj zadnji 2 leti izredno veliko nagovarjali, da bi ponovno kandidiral za župana. Ko sem se odločil, sem rekel, če ne, potem grem z zbiranjem podpisov. To še seveda ne pomeni, da kandidiraš, ne? In seveda izkazalo se je, da sem se prav odločil, saj sem v tem času zbral vsaj 5-krat več podpisov, kot jih je bilo potrebno. Skratka, občanke in občani si želijo, da ponovno zapluje naša občina v naslednji razvojni ciklus. Ker Pukšič stremi k razvoju, je tudi njegov program temu prilagojen. Danes imam v svojem programu nadaljevanje izgradnje optike. Vse veste, da je to elementarna infrastruktura. V zadnjih 6 letih tega ni bilo. Prej je dobila približno 1/3 občanov tega, potem izgradnja ostale infrastrukture, kanalizacije, cest, pločnikov. V osnovi pa seveda treba občanom olajšati življenje, tako da jih ne tepeš po denarnici. Zato bomo še v letošnjem letu sprejeli odlok o zmanjšanju nadomestila stavbnega zemljišča in kar je seveda zelo, zelo pomembno, to se je pokazalo v zadnjem času, tudi pri zbiranju podpisov. V občini ne deluje ne pošta in ne upravna enota. Deluje, mislim, narekovajo, ne, pošta preko tam trgovine, ampak to seveda ni senca tistega, kar smo imeli prej. Prav tako ve, česa se bo ob morebitni kandidaturi lotil prednostno. Prva točka dnevnega reda bo znižanje nadomestila stavbnega zemljišča, drugi 2 točki pa seveda los za pridobitev prostorov pošte in upravne enote in tako po programu naprej. Pukšiču pa je predvsem žal, da se trenutni župan ni udeležil sveta seje Podravske regije, saj je tako izgubil določena sredstva, ki so se razdeljevala na osnovi programov občine. Evropski teden mobilnosti so obeležili v občini Vuzenica. Osnovnošolci so skozi praktične prikaze spoznavali varstvo v prometu. Otroci osnovne šole Vuzenica so imeli popestren šolski dan. Že začetek pouka so zaznamovali s pogovorom, kako so otroci varno prispeli v šolo. Nato je sledila evakuacija. Pripravili smo tudi skupaj z Agencijo za varnost prometa prikaz naprav, in sicer Bistroglavo varuje čelada, kjer tudi otroci vidijo namen uporabe čelad in pa tudi napravo za letavček, kjer uporabljajo varnostni pas, učijo se pravilne uporabe varnostnega pasa v avtomobilih. Tisti otroci, ki so pač že večji od 150 cm, za manjše pa je tu demo otroški sedež, kjer se tudi naučijo pravilne uporabe sedeža. V Vuzenici so sicer s prometno varnostjo zadovoljni. Lokalna skupnost je dolžna in se trudi, da vsako leto poskrbi za varnost pešcev, otrok, šolskih otrok, predšolskih otrok in vseh občanov, da je izgrajenih čim več varnih poti, da so pomembne označbe obnovljene. In seveda tudi v letošnjem letu smo kar precej naredili na tej infrastrukturi. Namen tega dne je bil otrokom praktično prikazati različne scenarije ob nesrečah, prisotni so bili tudi gasilci in policisti. Mi smo jim tu predstavili reševanje o prometnih nesrečah, se pravi naše obveščanje, naši postopki, naš prihod, pa samo reševanje, da so malo videli sliko, pa spoznali tudi ta vidik našega gasilskega dela. Ravno ti scenariji in prikaze reševanja so otrokom popestrili šolski dan. Bilo je super, pač v bistvu doživiš to, kar se ti lahko v prometni nesreči v bistvu zgodi. Da moraš biti pripasan, pravilno zategnjeno, da se ne poškoduješ. Med drugim so se naučili, kako pogasiti požar v primeru, da so vname olje. Najboljše je, da pokrijemo s pokrivalko
Z vodo ga pa ne gasimo, ker je še hujš. Zagotovo so jim pripravili zanimiv dan, zadovoljna pa je bila tudi ravnateljica. Mislim, da take stvari, kjer dejansko nekaj praktičnega poskusijo, jim je tudi zelo zanimivo. V dvorani kulturnega doma je potekala tudi prireditev Bistroglav varuje čelada, kjer so organizirali tudi prikaz uporabe otroških sedežev in jahačev. Kot veleva tradicija se je pod organizacijsko taktirko društva AMD Orehova na progi v Radizelu minulo soboto zaključilo državno prvenstvo v motokrosu. Letos je pri pripravi proge organizatorju pomagal tudi Bogomir Gajser, oče našega najboljšega motokrosista, nekdanjega svetovnega prvaka v kraljevem razredu MXGP Tima Gajserja. Tim Gajser je ob napornem urniku svetovnega prvenstva našel tudi čas za domače prvenstvo in tako na progi v Radizelu dosegel že 10. naslov državnega prvaka v karieri, tokrat brez izgubljene točke. Sigurno je najlepše tekmovati na domačih tleh, sploh ko je udeležba taka velika, ko pride toliko navijačev te spodbujati. Tako da z veseljem se res vedno vračam na državno prvenstvo, tudi vse tekme odpeljam za državno prvenstvo, tako da sem res vesel, da tekmujem tu. Sicer pa je Tim Gajser nekdani svetovni prvak kraljevskega razreda MXGP, kjer je letos za las grešil skupno 3. mesto. Sigurno tista poškodba na začetku sezone je bila kar velika, tudi mogel sem izpustiti prvo tekmo, potem tudi prve tekme, ko sem se vračal, niso bile tiste najboljše, sem se kar malo lovil. Tako da dejansko druga polovica sezone je bila tista malo boljša, ko sem ujel tisti pravi ritem, začel spet tekmovati z užitkom, z veseljem in potem so tudi rezultati prišli, tako da za drugo polovico sezone sem kar zadovoljen. Z odličnimi mednarodnimi uspehi je Gajser tudi v Sloveniji poskrbel za popularizacijo tega športa in marsikomu omogočil lažji dostop do sponzorjev. Sedaj jih je nekaj več, mislim, da vsako leto več. V tujini nam je odprl poti, kajti Slovenije niso do takrat v motokrosu ravno najbolj poznali. Zdaj, če poveš, da si iz Slovenije, sigurno najprej omenijo njega, potem pa začnejo spremljati vse ostalo, tako da sigurno je odprl neke poti za vse bodoče voznike in smo kar hvaležni lahko tudi njemu. Morda bo naslednik Gajserja prav Milec, ki je letos premierno nastopil v razredu do 250 kubičnih centimetrov in takoj osvojil državno prvenstvo. Lani sem vozil 125 kubikov, zdaj sem prestopil na ta močnejši 250 motor in v MX2 razred. Tako da zdaj se dejansko začne ta članska liga in ja, teže je biti na takem motorju, potrebno je veliko več moči in pa dirke so zahtevnejše, tako da je treba nekaj več dela kot do sedaj. Sicer pa podmladka v domačem prvenstvu ne manjka. Sem 4. v državnem, pa 2. v pokalnem, danes sem pa zmagal skupno. Vse torej kaže, da slovenski motokros čakajo svetli časi in odmevni dosežki tudi izven meja naše države. Minuli vikend je na Grajskem trgu v Mariboru potekala že tradicionalna modna revija s pasjimi posvojenčki. Društvo za zaščito živali Maribor je pripravilo dobrodelno prireditev ob svetovnem dnevu živali. Društvo za zaščito živali Maribor tako vsako leto pripravi modno revijo pasjih posvojenčkov, tudi z namenom, da jih predstavijo in da zbirajo sredstva za tiste, ki njihovo pomoč še potrebujejo. Mi jih namestimo pri naših začasnih skrbnikih, da so z ljudmi, da so v domovih, da jim pomagamo pri socializaciji prvih korakov. Seveda jih cepimo, čipiramo, odstranimo zunanje notranje zajedavce, parazite, steriliziramo, kastriramo obvezno in potem jim poiščemo primerne posvojitelje, glede na to, kakšen sam kuža oziroma muca je in kaj potrebuje. Pester sobotni dopoldan je bil na Grajskem trgu, saj so pripravili veliko aktivnosti, delavnice za najmlajše in seveda znamenito modno revijo, na kateri so znani obrazi Maribora sprehajali pasje posvojenčke. Sigurno, da so te akcije pohvalne, Neli je ok, mislim pa vsa to društvo je zbiranje denarja, kar rabijo. Ni zdaj to samo, da se mi zdaj tu kažemo z njimi, ampak je to humanitarni namen, da zberemo denar in da imajo dovolj hrane in zdaj, ko bo spet začelo pritiskati zima, da bodo imeli tudi kaj za pokriti, kje ležati na toplem in tako dalje. Občutek je fantastičen, ker veš, da lahko recimo na nek način tudi pomagaš in je to taka posebna energija, pozitivna energija.
Prisotni so bili tudi nogometaši NK Maribora, ki te akcije vsako leto podprejo. Jaz sem bolj taka kontra, v bistvu alergična živali, ampak brez njih ne gre, tako da imam tudi doma. Podpiram take stvari, ker vemo, kaj vse se dogaja in če lahko kaj pomagamo enim takim nedolžnim bitjem, kot so živali, ki v bistvu nič krive, pa nič brezpogojna ljubezen, tako da absolutno podpiram. Prisotna je bila tudi gospa, ki je pred leti posvojila psičko iz zavetišča. Ko je imela 7 mesecev, sem jo vzela iz azila, zdaj ima pa 9 let. A vam je kdaj kaj žal, da ste jo vzeli? Nikoli. Je tako prijazna in pridna. Edino kužek je nalaja kakšen. V društvu sicer pravijo, da so ljudje iz leta v leto bolj ozaveščeni in poskrbijo za živali. Čeprav je takšnih primerov, ko morajo posredovati na leto, še vedno okrog 100. V društvu upokojencev Slivnica so konec septembra pripravili razstavo ročnih del. Videti je bilo, da so članice na svojih izdelkih uporabile različne tehnike. Slikanje, vezenje, kvačkanje, šivanje, štrikanje, origami, vse to so tehnike, s katerimi ustvarjajo upokojenke in svoja dela tudi ponosno razstavijo. Vedno naračunam, jaz sem matematik, naračunam naprej, da bo čim manj ostankov, ampak ostanki so, ker jaz delam tako, da je čim manj dela in iz ostankov pa potem naredim take torbe. Te naramnice naredim okrog, da lahko naredim, dam težko težo not, tem tu je pa tudi malo kako se reče po slovensko, nafilano, no? Da čas mine. Ženske so tako lepo pripravile, da je res čudovita, ne? Pridne roke. To je že skoraj pozabljena umetnost in jaz zelo cenim te gospe, ki se trudijo, da to ustvarijo, kar je še pa posebej pomembno, da nam pokažejo, kaj se da narediti. Mislim, da so vse občudovanja vredne. Gre za tradicionalno razstavo, ki jo vsako leto pripravijo, da pokažejo, kaj so naredili novega. Trudimo se, da počnemo zadeve v istem toku, ker je mislim, da je to da je stvar zelo dobro otečena že, ne. Res, da smo skozi vsa leta se izpopolnjujemo, izbiramo več tehnik, pridobivamo tudi druge, ki obvladujejo te zadeve. Predvsem nas pa te stvari veselijo. Jaz pravim, da je to boljše kot vsaka mehiška nadaljevanka. Članice društva z veseljem ustvarjajo umetniška dela, še z večjim veseljem pa jih tudi razstavljajo. Narodni dom Maribor še do 11. oktobra gostuje mednarodno kiparsko-slikarsko razstavo Detelj in Čopič. Ustvarjalo je 37 umetnikov iz Slovenije, Avstrije in Madžarske. V eni razstavi so se združili rezbarji, kiparji in slikarji. Gre za redek pojav, ki pa je zato toliko lepši za pogledati. Izkazujejo spretnost rok, domiselnost v motiviki, zato je prijetno. Sem hudo presenečen, velika in zelo dobra razstava je. Mislim, redko se da se najde, ne, da je kiparstvo oziroma rezbarstvo pa slikarija skupaj, ne, redko se. Moram reči, da Maribor je to zdaj za pozdraviti tega gospoda Ornika Srečka, ki je to zadevo priredil, se mi zdi, da bi še to večkrat moglo kaj podobnega biti. Enkratno je, zelo dobri so strojalci, zelo odlični. Jaz mislim, da je zelo pomembno, bolj kot da bi bila v Slivnici, jaz sem tudi iz Slivnice, tukaj je možnost, da jih več ljudi vidi. Želja je bila, da tudi v Mariboru enkrat pokažejo svoja dela. Tako so se združili rezbarji in slikarji, kar je skrito tudi v imenu razstave Detelj in Čopič. Detelj in Čopič imamo v znaku Združenja rezbarjev Detla, ne? Čopič je pa tista zadeva, ker so slikarji združeni in da pač en pomen Detelj in Čopič. Detelj kluka po drvesu, ne? Čopič je pa tisti, ko pa platno. Sicer pa gre za mednarodno razstavo, na kateri je sodelovalo 37 umetnikov, 7 kiparjev in rezbarjev iz Madžarske, 5 iz Avstrije, ostali pa iz Slovenije. Maribor gosti poslovno srečanje 147 podjetij iz 9 držav z območja jugovzhodne Evrope. Udeleženci konference Simit Slovenija 2018 bodo skupno opravili več kot 1100 B2B sestankov. Doslej tretji tak mednarodni dogodek v Sloveniji je skupaj pripravilo 7 regionalnih razvojnih agencij iz 7 regij, podprla pa sta ga tudi agencija Spirit ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Gre za srečanje, ki podjetnikom ponuja platformo za podjetje iz različnih panog. Na dogodku gostijo 110 podjetij iz 9 evropskih držav, med njimi je 147 podjetnikov ter 25 drugih članov delegacij. Tuje delegacije so iz Srbije, Madžarske in Italije, so pa potem tudi predstavniki še iz Turčije, iz Avstrije, iz Velike Britanije. Tako da lahko rečemo, da smo uspeli pridobiti kar nekaj zanimivih tujih podjetij. In tisto, kar nas veseli, tisto, kar smo tudi lani si zadali za cilj, da povečamo število oziroma delež tujih podjetij, ki so udeleženci na CMIT-u, to nam je tudi uspelo. V 2 dneh bodo izvedli kar 1182 sestankov, saj želijo z dobro organizacijo podjetnikom omogočiti, da v čim krajšem času opravijo čim več razgovorov in si odprejo čim več vrat za prihodnje. In na takšnih dogodkih, ki so pač seveda izvorno namenjeni podjetnikom, je, da v čim krajšem času opravi čim več razgovorov in si odpre čim več vrat. To je pa tudi naloga našega, bom rekel, ali pa podpornega okolja, ki skupaj skrbimo, da, bom rekel, tudi vzhodno kohezijsko regijo postavimo ob bok zahodne kohezijske regiji in kljub nekoliko nižji absorpcijski sposobnosti črpanja evropskih sredstev v tem delu s takimi dogodki poskrbimo, da bo naša podjetja lažje konkurirala tudi na razpisih, ki jih objavlja javna agencija Spirit in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Če računamo, da je 15 sestankov na osebo, za 15 sestankov je časa, je povprečno število sestankov celo 12 na osebo. Tako da to je celo boljši kazalnik tudi od lanskega leta in smo tudi, kar se tega tiče, zelo veseli. Konferenco so podprli predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencija Spirit Slovenija. Zato v bistvu podpiramo izvedbo takega mednarodnega dogodka na tem območju, zato ker je primer dobre prakse. Na letni ravni sicer Spirit po besedah Ambrožičeve organizira okoli 50 takšnih in podobnih dogodkov, rezultat tovrstnih aktivnosti pa okoli 1000 obetavnih poslovnih stikov letno. S konferenco CMIT se tako spodbuja podjetnike, naj razmišljajo mednarodno in si skozi tovrstne sestanke širijo svojo, pa tudi prepoznavnost mesta in države. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek, 11. oktobra ob 18. bo Marko Soršak Soki slavnostno otvoril svojo bobnarsko šolo na Belokranjski ulici 4 v Mariboru. V petek, 12. oktobra bo ob 18. na osnovni šoli Draga Kobala zaključna prireditev vseslovenskega festivala Vsaka vas ima svoj glas in 60 let osnovne šole Draga Kobala. Ob 20. pa bo v dvorani Lukna tekma prve slovenske futsal lige med ekipama FutureNet Maribor in Bronx Škofije. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na naših portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep preostanek dneva in nasvidenje.